Zdaj bom pa še nekaj povedala o obligacijskem zakoniku. Ta zakonik se tiče živega človeka in pa vseh uradnih uslužbencev ali medsebojnih odnosov. Ne glede na to, ali se mi med sabo pogajamo, ali se z odgovornimi osebami pogajamo. In sicer piše takole: prepoved povzročanja škode. Vsak je dolžan vzdržati se ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo. Volja za sklenitev pogodbe se lahko izjavi z besedami, z običajnimi znaki ali z drugačnim razumevanjem, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da obstoji. Izjava volje mora biti svobodna in resna. Tudi, če vam nekdo ne da pisno, kot v primeru policijskega nadzora, ko vas ustavijo in rečejo kontrola prometa in začne s tem, dajte osebne podatke, dokumente, on hoče z vami stopiti v pogodbeno razmerje. Zdaj pa, treba poznati pravila igre. On se mora po zakonu o policijskih nalogah in pooblastili izkazati z izkaznico, ki jo ima, ali CR številko. Vi mu pa lahko pokažete osebni dokument, ga ne rabite mu dajati v roke, ker takoj, ko ga mu date v roke, z njim vstopite v komercialno ponudbo. Zdaj vi nič ne veste, kakšne ima on namene, ampak dejstvo je, da takoj, ko vas je on ustavil, želi z vami vstopiti v pogodbeno razmerje. Če imate vi vse urejen, pa če ima on dober dan, potem se zadeva hitro zaključi, pogleda tisto, kar ima za namen pogledati in reče srečno, adijo. Problem nastane, ko ima slab dan, ali pa mu nadrejeni reče, tokle in tokle nalogov moraš danes narediti. Pol pa mu fali, ali je napačna prva pomoč, ali strgan polivinil pa mu ni prav, ali imate premalo gume napumpane pa mu ni prav, ali ne vem, nekaj že fali. In potem vam napiše plačilni nalog. Če ga vi podpišete, potem pomeni, da ste priznali in pristajate na vse tiste člene in navedbe, kar je na tem plačilnem nalogu. Če pa vi ne podpišete in dobite ta plačilni nalog, gre pa za delno sprejemanje te pogodbe pod vašimi pogoji, če ne boste plačali plačilnega naloga. Se pravi, da boste, če veste, da ste imeli vse urejeno, tako kot v primeru mask recimo, ker vemo, da so nepopolne pravne norme, in napišete ugovor. In če znate to dobro argumentirati, mu lepo njegove pogoje vrnete nazaj z argumentiranjem. In do zdaj še vsak, ki je pravilno to napisal, ni plačal kazni za nenošnjo maske. Zato moramo biti v vseh odnosih korektni, v skladu z etičnimi in moralnimi vrednotami, da nam noben ne more reči, da na kakršenkoli način kršimo ali se neprimerno obnašamo ali karkoli drugega. A razumete? To je zelo pomembno v teh postopkih. Ker pri teh obligacijskih razmerjih je zelo pomemben tudi 832. člen obligacijskega zakonika, v katerem piše o odstopu od pogodbe brez odpovednega roka. Ampak to lahko naredimo samo v primeru, če res vemo, da smo zadostili vsem pravicam, da smo delali točno po črki zakona, po etičnih in moralnih vrednotah in lahko kadarkoli, če vas oni zavajajo in vi veste, da lažejo, v zagovor napišete, da po 832. členu obligacijskega zakonika odstopate od pogodbe. To sem jaz že nekajkrat naredila in ni prišel nazaj odgovor. Vsakršno pogajanje s komerkoli, pa ne glede na to, ali je to mož, žena, ali je to pri zdravniku, gre za pogodbena razmerja. Vam moram še to povedati, da zdravniki nimajo pravice zdravstvene obravnave pogojevati s testi, ker tega nikjer v zakonu ni. Zdaj se sicer sklicujejo na 31. člen zakona o nalezljivih boleznih, ki sicer pravi za odvzem materiala. Ampak kakšnega materiala? Ne taga, kjer vam posegajo v telo proti vaši volji in brez pojasnilne dolžnosti. Ker če na testu piše, na deklaraciji, da ga lahko naredijo tudi iz plunca, pa ne razumem, zakaj bi vam moglo nos tišati. Kdor ima to možnost, naj si ta test pridobi in prebere, kaj gor piše.